Potopili se bomo v čarobni svet spletnega bontona oziroma splet Olike. Čarobni svet omenjam zato, ker je bolj verjetno, da boste v resničnem življenju srečali Baby Yodo, ki jaha samoroga, kot pa da boste videli kulturen pogovor na spletu. Pravilo številka 1. Naj bo spletni pogovor z vami prijeten. Na spletu ni očesnega stika in ni obrazne mimike, zato je vse, kar napišemo, toliko bolj pomembno. Bodite prijazni, vljudni in ne uporabljajte sarkazma, ker ga je med napisanimi vrsticami težko razbrati. Če pa ga že uporabljate, zraven napišite JK oziroma hecam se ali pa dodajte ustrezen emoji, da bo fora jasna. Če na družbenih omrežjih pišete nesramne komentarje oziroma če trolate, je prav, da na koncu napišete vsaj lep pozdrav in vaše ime, da bodo ljudje vedeli, kdo jih je požalil. Sam se ne uvrščam v kategorijo slovničnih čistunov, mi je pa vseeno fino, da razumem, kaj napisane besede pomenijo. Preden pošljete sporočilo, še enkrat počasi preberite, kaj ste napisali. In razumem, da so ločila danes rezervirana za emojije, ampak naj bodo besede vsaj približno prav napisane. Prav tako ne pozabite, da če pišete s caps lockom, je enako, kot če bi v resničnem življenju kričali na ves glas. In če v resničnem življenju niste šimpanz, ki vidi odprt kontejner banan, potem se lahko tudi na spletu pogovarjate s sobno jakostjo. Splet ni prostor za impulzivne izbruhe, kljub temu, da vsi dokazi kažejo nasprotno. Vsaka beseda, ki jo napišete na spletu, je lahko madež, ki se ga težko znebite. Zato dvakrat razmislite, preden enkrat natipkate. Kar v praksi pomeni, da raje naredite power nap, preden pošljete jezno sporočilo. Da ne boste po nesreč postali cyberbully. Več o spletnem nasilju lahko izveste v kvikih, ki govorijo o ustrahovanju na spletu. Če se na noben način nočete izogniti prepiru v komentarjih, potem vam svetujem, da preverite informacije, ki jih pišete. Lahko, da ste si kakšno stvar narobe zapomnili, lahko, da ste kaj pomešali, lahko, da ne poznate celotnega ozadja. Skratka, podatke preverite, kot da gre za rok trajanja na tetrapaku od mleka. Vam pa v vsakem primeru odsvetujem prepiranje v komentarjih, ker na koncu nihče zares ne zmaga. Malo ljudi ve, da je večina spletnih prepirov izenačenih in večinoma vsi izpadejo butli. Še nekaj hitrih pravil oziroma bontončkov. Na spletu ne delite informacije o drugih ljudeh brez njihovega dovoljenja. Posredovanje e-mail naslova lahko povzroči nezaželeni spam. Vprašajte nekoga, preden ga tegate v svojih objavah na družbenih medijih. Nihče si ne želi, da bi se kakšna neprijetna fotka širila po netu. Tako da, če me kdaj vidite oblečenega v velikonočnega zajčka v objemu s šimpanzom, ki je banano, ki jo je dobil v odprtem kontejnerju, pol je to dolga zgodba. Če se kateri od boomerjev pozabi odjaviti potem, ko je na vašem računalniku gledal svoj Facebook, ne smete menjati njegove profilne fotke v pujsa, ki svojo bestico vozi avto. Navkljub temu, da si to res želite. Nevljudno je, če nekomu pišete mail ali sporočilo in traja celo večnost, da odgovori ali pa sploh ne odgovori. Če ste prejeli sporočilo, se potrudite, da odgovorite čim prej. Lahko tudi z odgovorom, vidu sporočilo, ampak zdaj glih s šimpanzom poskušava zaleči kontejner banan domov. Odgovorim kasneje. Eno najpomembnejših pravil Olike na spletu je sprejemanje napak drugih. Nihče si ne želi, da mu zaradi enega hitrega zapisa ali napačno interpretirane izjave to večno visi nad glavo. Zato bodite sočutni do drugih. Kaj pa vas najbolj moti pri spletnem obnašanju?